Pa saj človeku se more strgati, ker najprej preživiš 1 leto zaprt doma, ker nišče ne ve, kaj se dogaja. Ok, potem te spustijo ven, ker še vedno ne vemo, kaj se dogaja, ampak je junij. In potem se ti malo pomalnijo, ti vsak dan grozijo, da boš pa mogoče spet doma, ampak verjetno ne, ker konec koncev noben ne ve, kaj se dogaja. In človek začne razumeti, zakaj imajo po določenih ustanovah oblazinjene stene. Še en lockdown, pa bi Dormejo začel delati montažne hiše. Ampak nažalost mi duševne stiske zaenkrat zdravimo manj učinkovito kot fizične in potem se pač te stvari nabirajo. Ne? In pri nas pa še toliko bolj, ker imamo mi kot narod težave povedati na glas, če je kaj narobe. Že v restavraciji, recimo. Ko te kelner vidi, da si ti daviš na pol pečeno pico, na kateri si najdu mrtvo muho, živega ščurka, pa eno olivo, ki jo je 100% že nekdo drug pregriznil, ker je zraven še njegov zob, te ima tip vseeno jajca vprašati, gospod, je bilo v redu, ne? In ker točno ve, da si ti Slovenc, ne, in da boš izdal vsem tisti vljudni ženi pa otrokom boš pa pol celo pot do doma težil, da misli, kakšna sramota od pice, pa kot da so oni krivi, ne, ampak v resnici pa ne boš rekel nič, pa je to pica. Zdaj, ko pa pride do izražanja čustev, tu smo pa mi še 100-krat slabši. Vse vemo, kako je, ne, kako gre ta naša. Te prav, dec drži čustva v sebi, štrik pa na podstreh. Malo pretiravam, ampak daleč od resnice pa tudi ni, ker mi smo sicer še, smo še kar svetlobna leta daleč od te ameriške scene, ko se greš pogovoriti psihiatrom, sam zato, ker si pač malo dlje čaka v vrsti za kruh. Pri nas je pač najbližje, kaj pridemo k psihoterapiji in k pucanju, frustraciji, tolčenje po volanu, v jutranji koloni pa večerno pivo. Mi pač preveč zadržujemo v sebi vse zadržujemo v sebi in potem to pride ven na najslabši način. Pa zdaj ne govorim samo o grozljivih statistikah, samomorov, domačem nasilju, alkoholizmu, bla, 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 ampak tudi na splošno. Ker če smo mi prvaki v plezanju pa kolesarjenju, pa smo tudi v tem, da znamo gledati na svet negativno. Če obstaja statistika čustvenih vampirjev na 100.000 prebivalcev, jaz mislim, da moramo mi biti nekje v vrhu. Ker poznate čustvene vampire, to so ljudje, ki so naravno negativni, ampak ne, to jim ni dovolj, ne, oni bi radi to še delili z drugimi, še kar naprej. In če se spomnite, pred korono smo mi imeli ene take zadeve, ko se mi je reklo druženja, ne, in če si bil več kot pol ure sam na žuru ali pa v gostilni, si ti že po statistični verjetnosti fasal enega. Zdaj pa čustvenega vampirja pa prepoznaš v 2 sekundah, ker je to človek, ki v tisočinki najde najbolj depresivno brat katerekoli teme. Hej, jutri grem na križarjenje do Nove Fundlandije. A res? A to je pa tam, kjer je Titanik potonil, ne? Ja, drugače pa super hrana na tem žuru, ne? Ja, sem mi vsaj imamo kaj za jest, ne pa tako kot v Jemnu, bogi reveži, čisto suhi. Ja. Je pa moj stric, ne moreš vedeti, zadev na loteriji, ne. To pa bo davka zaplačati. Ja. Bo pa jutri sončno? Ja, ampak se pol ta suša kar ne neha. Ja, se bo po jutrišnjem pol dež. A vidiš, bojo pa spet poplave. Avgusta se poročim. A res? Srečno. Ker 1/3 se jih loči, druga skrega, tretja pa nočeš vedeti. Ne moreš premagati čustvenega vampirja, ne moreš. Pa to ti ne pomaga ne česen, ne sveta vodica, ne križ, ne, mojo mamo pa tudi križ matra, na 5 sekund jetra male, ampak to nas itak vse čaka. Ja. In videti je, da smo mi v tej koroni, pač ob vseh realnih problemih, pač kot družba še malo zapadli v stanje teh čustvenih vampirčkov. Pa sem še iščemo, kaj je narobe, pa kdo je kriv, namesto da bi poskušali pogledati na svet z malo bolj svetle plati. Zato, prijatelji, zabimo glogo okol v svojega notranjega vampirja in bodimo pozitivni kot družina antivakserjev na obisku pri sosedih, ker če je situacija taka, da ne veš, ali bi se smejal ali bi se jokal, se je sigurno bolj zdravo smejati.